Pozdravljeni. Pred nekaj dnevi sem objavil prispevek, kjer sem nekako skušal nakazati določene vzporednice med Ayrtonom Senno ter Lewisom Hamiltonom. A v pripombah je nekdo izmed vas postavil izjemno zanimivo vprašanje. Kaj pa Michael Schumacher? In danes bom skušal odgovoriti na to. Kot vam je verjetno znano, na tem svojem skromnem kanalu ne rad ponavljam že povedanih zadev. In seveda o Michaelu Schumacherju smo že govorili kar v nekaj prispevkih. Kot zanimivost, eno izmed vaših vprašanj je bilo, kje se je skrivala tista prednost Michaela Schumacherja. In seveda naredil sem nek osnovni opis, kje sem sam videl, da je bil Michael Schumacher boljši od ostalih. In seveda tako Senna kot Schumacher, ampak tudi Hamilton so nastopali v tistem prispevku, kjer sem opisoval različne stile vožnje. Kogar zanima, kot ponavadi kaj bolj podrobnega, dobi bližnjico do teh citiranih prispevkov kot ponavadi v opisu. A danes imamo drugačno temo, namreč iskal sem vzporednice med Senno in Hamiltonom in sedaj je v to primerjavo potrebno umestiti še Schumacherja. In umestitev je izjemno zanimiva, kajti kariera Michaela Schumacherja se je začela nekje tam ob koncu kariere Ayrtona Senne in se je končala nekje tam v začetku kariere Lewisa Hamiltona. Torej, bi lahko poenostavljeno rekel, da Michael Schumacher je neke vrste vezni člen med Ayrtonom Senno in Lewisom Hamiltonom. In seveda, zopet bom iskal neke povezave med vsemi temi tremi šampioni, brez da bi se spuščal v neke prazne debate o tem, kdo je bil boljši in podobno. Gre za različne posameznike v različnih erah, kjer so bili pogoji prerazlični, da bi lahko mi navdušenci dali kakršnokoli sodbo. Zanimivo je, kako se je spremenila Formula 1 pravzaprav z primeri, ki jih vidimo pri teh treh šampionih. In prva točka, kjer bi se rad ustavil, je telesna pripravljenost. Znano je dejstvo, da je bil Ayrton Senna eden izmed tistih voznikov svojega časa, ki so največ pozornosti posvečali fizični pripravljenosti. Ayrton Senna je treniral tudi, ko ni bilo dirk, a spomnimo se tiste velike nagrade Brazilije leta 1991, katera je bila prva zmaga Senne doma v rodni Braziliji, ko je končal dirko v krčih. In tako so bili močni te krči, da se še verjetno vsi mi spomnimo tistih njegovih krikov po končani dirki. In seveda, kljub enkratni fizični pripravljenosti Ayrtona Senne je imel ogromne težave. Prepričan sem, da redko kdo izmed sodobnikov Ayrtona Senne bi lahko končal dirko z tako močnimi krči. In zasluga je šla tudi njegovi fizični pripravljenosti. A Michael Schumacher je fizično pripravljenost dvignil na čisto drugačen nivo. Če se spomnite njegovega obdobja pri Ferrariju, je imel prav poseben tovornjak, kateri je vozil sabo v evropski turneji mobilno telovadnico. Michael Schumacher je bil bistveno bolj pripravljen, kar se tiče fizične forme, od vseh svojih sodobnikov in veliko truda je vložil v to. Zato smo ga tudi videli mnogokrat po težkih dirkah, da je bil praktično nasmejan, niti malo prepoten, kot da bi pravkar prišel iz svojega bivalnika. Fizična pripravljenost, ki jo vidimo danes pri vseh voznikih Formule 1, je pravzaprav posledica tistega, kar je vpeljal Michael Schumacher. In po mojem osebnem mnenju, povprečni voznik Formule 1 v današnjem času
je bistveno bolj pripravljen kot tisti iz konca 80-ih, začetka 90-ih. Ne samo zaradi truda, ampak tudi zaradi razvoja samega treninga, ki so ga določeni specialisti vložili v pripravo določenega voznika. Lewis Hamilton praktično je tu nekdo, ki kaže rezultat tega razvoja pri fizični pripravi voznikov Formule 1. Dvomim, da bi lahko dosegel toliko rezultatov, če ne bi posvetil ogromno truda in tudi naporov pravzaprav negi svojega telesa in vzdrževanju tiste kondicije, ki jo vidimo. A to mislim, da je znana zadeva. A če gremo malce naprej, bomo takoj opazili, da se je Formula 1 iz časov Ayrtona Senne do sodobnih dni spremenila tudi lahko malce na slabše. Namreč mnogi navdušenci so na primer kritični do Lewisa Hamiltona, ker se po njihovem mnenju ta stalno pritožuje po radijski zvezi. V enem primeru mu ni všeč stanje pneumatik, v drugem strategijo, ki so zbrali za njega, celo nad vremenom, kakšenkrat se pritožuje. In pripomba, ki jo imajo mnogi navdušenci, bi znala biti tudi po svoje upravičena. Zavedati se moramo ene stvari. Šele v zadnjih obdobjih lahko mi slišimo, kaj si sporočajo vozniki in boksi. Radijska zveza je bila tudi v času Ayrtona Senne, a nihče ni slišal, kaj si povedo med seboj, razen njih samih seveda. Zato ne moremo biti 100% prepričani, da tudi takrat ni komu ušla kaka pripomba, katera spominja na tisto, ki je naredil Lewis Hamilton. A bistvena razlika med ero Ayrtona Senne in Lewisa Hamiltona je v tem strateškem pogledu na dirko. Namreč v času Ayrtona Senne je bil sam voznik tisti, ki je naredil razliko na progi, medtem ko danes je dobesedno dirigiran iz boksov. In kdaj se je začela pravzaprav ta sprememba? Seveda s prihodom Michaela Schumacherja. Če se spomnimo njegovega zlatega obdobja pri skuderiji Ferrari, se bomo seveda zavedali tistih ogromnih dirk, ko je Ross Brown praktično dirigiral, kako naj Michael Schumacher vozi. Seveda, Schumacher je moral v popolnosti izvesti želje Rossa Browna, a on je tisti, ki je povedal, kako hitro, kdaj in kako dolgo mora voziti določen stint. In to je tista bistvena razlika med obdobjem Ayrtona Senne ter kasnejšimi obdobji, ter lahko bi rekli, da tisto, kar vidimo v sodobni Formuli 1, je samo izboljšava tistega, kar se je začelo pravzaprav z obdobjem Michaela Schumacherja, in podobnosti se ne končajo tu. Namreč izjemno zanimivo je pogledati, kje je bila neka skupna točka tako Senne, Schumacherja kot Hamiltona med dirko na progi. Seveda ne gre enačiti treh šampionov z drugačnim karakterjem, z drugačnimi karakteristikami vožnje samega bolida. A skupnega imajo nekaj. V ključnih trenutkih med dirko so vsi trije bili sposobni napraviti ogromno število hitrih zaporednih krogov. Kot da bi naredili serijo zaporednih kvalifikacijskih krogov, tisto, kar danes slišimo pri Lewisu Hamiltonu kot hammer time. A to smo znali nekako videti že pri Ayrtonu Senni. Pri Michaelu Schumacherju je to prišlo do izraza takrat, ko je imel na primer postanek ali dva več in je v tistem kratkem stintu naredil razliko in tako dosegel željene rezultate. Spet vidimo neko evolucijo, katera je šla iz obdobja Ayrtona Senne prek Michaela Schumacherja direktno do Lewisa Hamiltona. A tu bi rad upozoril na nekaj, kar so prinesle vse te evolucije, ves ta razvoj tudi v miselnosti, v pripravah, v načinu dirkanja. Ayrton Senna in Lewis Hamilton imata nekaj skupnega, da sta dosegla v svoji karieri
izjemno število pole positionov, Michael Schumacher niti toliko ne. A treba je na stvar gledati malce širše. Namreč v času Ayrtona Senne je ta dosegel bistveno več pole positionov kot zmag. Lahko bi rekli, da je bil izjemno hiter, a malce manj učinkovit, in s tem ne mislim nič slabega. Hočem samo prikazati neko stanje, katero je bilo. Tudi bolidi so bili manj zanesljivi. A Michael Schumacher je praktično obrnil ta trend. Njegovo število zmag je bistveno višje od števila pole positionov, katerih je dosegel. V bistvu je bil bolj učinkovit od Ayrtona Senne. Dosegel je več zmag in točke se delijo v nedeljo in ne v soboto, kot dobro vemo. Če pa pogledamo Lewisa Hamiltona, je ta združil lastnosti obeh, ima visoko število pole positionov in visoko število zmag. Mislim, da razlika števila enega in drugega je minimalna, zanemarljiva. Torej, z nekim načinom izboljšanja učinkovitosti samega šampiona med dirko smo prišli do tega, da Lewis Hamilton ne samo, da dosega veliko število pole positionov, dosega tudi visoko število zmag. Združil je tiste dobre lastnosti Ayrtona Senne in Michaela Schumacherja. Seveda gre za moje osebno videnje o tem, kako se je Formula 1 razvila iz časov Ayrtona Senne prek Michaela Schumacherja do obdobja Lewisa Hamiltona. A s tem nočem kazati s prstom ne na enega, drugega ali tretjega in s tem nekako poudariti, da je bil boljši od ostalih dveh. Ukolikor ima kdo izmed vas tudi kakšno pripombo, kakšno drugačno videnje od mojega, naj ga prosim napiše, drugače pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.